Smo praktično v neposredni bližini središča mesta, natančneje ulici, ki povezuje središče, in tukaj vidite originalno dunajsko kuhinjo, kjer boste lahko dunajski zrezek dobili za 12,60 € s krompirjem, pomfrijem ali pa drugače. Tukaj je zelo zanimiva še druga restauracija, prav tako z dunajskimi posebnostmi, ker piše, da je to dunajska kuhinja. In tudi tukaj so cene več kot znosne, ravno tako se vrtijo med 10 in 11 do 13,5 €. No. Zanimivo je tle recimo pizzerija. Ne boste verjeli, pica stane tukaj v povprečju 8,30 do 9 €. In pazite, to je v neposredni bližini samega središča mesta. Restauracija je odprta od ponedeljka do sobote, od 10 do 24 ure in delah med 12 in 23 uro. No, tukaj je še ena zanimiva restauracija, ste videli, v kateri prav tako ponujajo zanimive jedi. Te pač niso dunajske, ampak so povezane z italijansko prehrano. In sicer, kot vidite, je ta restauracija polna, najbrž je celo celejša od onih prejšnjih, ki nosijo naziv dunajska restauracija. No in tu je še ena od zanimivih restauracij, Starbucks, ker je ravno tako lahko dobite dunajski zrezek po 12,5 €. No, tako da ne bi v Ljubljani govorili, kako so na Dunaju cene za nas nesprejemljive in da v bistvu, če pridete na Dunaj, morate pustiti trebuh zunaj. Vidite. No in tukaj smo zdaj že na glavni ulici, nakupovalni ulici Graben, ki pa danes seveda razen tam odprtih kavarn praktično ne deluje nobena trgovina, ker je pač 1. maj. Edino, kar nismo opazili, je to, da tudi na Dunaju ni v ospredju eni njihovi zastav, kaj šele zastav Evropske unije. Tako je pač. No, to je bil kratek utrinek iz Dunaja, tako da veste, če pridete na Dunaj, da vam ni potrebno pustiti trebuha zunaj. Enako ga morate tudi v Ljubljani.